Tudi slovenska zdravstvena blagajna ima veliko luknjo, zato so nujni ostri varčevalni ukrepi, ki jih bodo občutili tudi bolniki. Brez varčevanja naj bi konec leta v blagajni manjkalo od 100 do 120 milijonov evrov, tako ne bo denarja za financiranje zdravstvenih storitev. Vodstvo zavoda je zato pripravilo varčevalne ukrepe, o katerih razpravlja upravni odbor. Med drugim bi za 10% znižali bolniška nadomestila, bolniki naj bi po novem doplačevali tudi za zdravila na recept. Mercator je lani po besedah prvega moža Žige Debeljaka kljub zaostrenim razmeram posloval solidno. Za letos pa v skupini načrtujejo 3,5% rast čistih prihodkov od prodaje. Skupina Mercator je lani ustvarila za skoraj 3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,3% več kot leto poprej. Mercatorjevi delničarji so v zadnjih letih izplačevali visoke dividende, letos pa bodo predlagali njihovo znižanje. Dividenda naj bi tako znašala 4,5 evra na delnico. Danes se izteka rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička, od odsvojitve vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov, za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite ter za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2011. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah morajo vložiti tisti zavezanci, katerih skupni znesek obresti je lani presegal znesek 1000 evrov. Ladjo Costa Alegre, ki je v ponedeljek po požaru na krovu obstala v Indijskem oceanu v bližini Sejšelov, že vlečejo proti enemu od sejšelskih otokov. Na otok Desroches naj bi prispela v sredo. Ladjo z okoli 1000 potniki in člani posadke zdaj vleče francoska ribiška ladja, ki je prva prišla na pomoč, na poti pa sta tudi vlačilca. Do 188 metrov dolge ladje je že priletel tudi helikopter s hrano in satelitskimi telefoni. Na ladji je tudi 12 Slovencev. Pri nas pa bo sončno in topleje, ponekod na severu in severovzhodu bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Temperature bodo zjutraj od -2 do 4, čez dan pa od 13 do 18 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in toplo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Se bodo mariborski frančiškani začeli ukvarjati s pogrebno dejavnostjo? Agonija družb, povezanih z mariborsko nadškofijo, se bo vlekla še nekaj let. Toplo vreme je na ceste privabilo kolesarje in motoriste. Bodite z nami ob 18.